Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Ponedeljek je in čas, da naša radijska vrata na stežaj odpremo novim zgodbam. Tokrat jih bomo odpirali z Damjano Šmid, profesorico socialne pedagogike, delovno-terapevtko, svetovalko, multiplikatorko za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in NLP praktičarko z opravljenim certifikatom iz realitetne terapije, ki nam bo svojim strokovnim znanjem približala svet otrok, njihovega dojemanja, razumevanja in razmišljanja. Z dobrimi primeri iz prakse pa bo nam vsem olajšala tudi nedavno začeto šolsko in študijsko leto. Več o tem nam bo seveda povedala naša gostja sama. Z velikim veseljem danes v našem studiu pozdravljam Damjano Šmid. Dobrodošli spet v Škofji Loki. Kako je na primorskem koncu? Hvala, dober dan. Lepo je na primorskem koncu. Se učim tega Laganini programa, kar ne pomeni, da ni stresa, ampak je bolj na široko včasih. Ampak sem vesela in tam, in ko pridem sem, tako da ja, dober dan. Je lepo priti nazaj v Škofjo Loko. Ja. Danes bova govorili o vas in vašem delu. Zelo široko področje pravzaprav pokrivate in obvladate, ampak če se zdaj vrneva v tiste začetke, zdravstvo pa je bilo vaša prva izbira. Kaj vas je takrat kot mlado dekle peljalo v svet zdravja, zdravstvene nege? Se mi je zdela izbira te srednje zdravstvene, taka konkretna, človeška, pisana na mojo dušo in sem vzljubila zdravstvo in tudi potem, ko sem šla naprej na delovno terapijo, smo imeli prakso že prej v srednji šoli v psihiatrični bolnici Begunje in takrat se mi je zdelo tako, da lahko nekaj narediš še poleg teh terapij, ki jih dobivajo pacienti z nekim pogovorom, z nekim delom, z neko kreativnostjo. Tukaj je široko polje vsega tega, kar lahko počneš. In ta pot vas je pripeljala potem do vašega poslanstva raziskovanja človeške psihe. Kako široko, zanimivo, pa ne nazadnje, če smo čisto iskreni, tudi neraziskano področje pa je človeška psiha. Ja, nas čakajo še izzivi na tem področju. So bile neke teorije narejene, teorije osebnosti, vse te stvari, eksperimenti. To je vse že nekako tako mislimo, da vemo, ampak vsakič, ko delaš s človekom, ugotavljaš, da ne moreš enačiti ljudi med sabo, da so si tako različni in otroci in odrasli, da najboljš, da včasih veš, da nič ne veš in da boš še kaj na novo odkril. No. Tudi se mi zdi pa ta izbira socialne pedagogike, ki sem jo dodala k zdravstvu, je bila tista pika na i, da sem se začela ukvarjati še več s tem. Res smo imeli dobre profesorje za kriminologijo, za te odklone vedenske in tako. In res mi je bilo všeč, ko vidiš, koliko enih dejavnikov vpliva na to, da se en otrok razvija optimalno. Tako da to mi je bilo čisto en tak nov svet in raziskovanje tega mi je še zdaj užitek. Bi si želela še 100 let živeti in še 4 fakse upisati. No, pri izobraževanju ste bili kar pridni. Poleg že omenjene profesorice socialne pedagogike, delovne terapevtke, ste tudi multiplikatorka za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, NLP praktičarka, kar nekaj enega znanja, tako, če rečeva, tistega čisto uradnega, kot tudi tega novodobnega, ki se zdaj pojavlja, ste nabrali. Kako vas je radovednost peljala na vsa ta različna področja? Ja, najbrž je to res osnova radovednost, ker sem zelo radovedna in me zanima, česa se lahko še naučim, kje bi lahko to uporabila, predvsem te praktične stvari, ker NLP je zelo uporaben v praksi, teorija izbire, sicer ne paše tukaj zelo v naš prostor, ker mi imamo bolj Freudov pristop psihoterapije in psihologije. Meni je pa všeč to, da imaš izbiro, ampak ne moreš včasih vseh teh ameriških stvari dobesedno prenesti v naš prostor, v naš genski zapis, v to okolje, kjer si. Se mi pa zdi fino, da preizkušaš, kaj pa bi šlo in se mi zdi ta preobrat v miselnosti, da pa imaš izbiro, lahko izbereš, kaj boš mislil, lahko izbereš, kako se boš počutil, lahko si izbereš, kakšen dan boš imel in to mi je zelo blizu, zaradi tega, ker to pomeni, da se ne daš v odvisnost, se ne daš, da boš od nekoga odvisen, zdaj si me pa ti vnesrečila, zdaj si me pa ti osrečila, ampak si ti odgovoren za svoje počutje in to mi je zelo, zelo blizu in to je bila ena takih ta boljših izbir pri temu, kar sem se učila in naučila in se še učim.
ker je včasih to težko pa nekomu, ki je to globok v tem noter, ne vem, sem odvisen, ti lahko povzročiš, da sem jaz tako in tako počutil ali pa da sem tako in tako, a mi je težko včasih pa to pokazati. Moraš toliko in toliko ponovitev narediti tudi v življenju, da vidiš, da to res deluje. Da si lahko rečeš, vem, da danes bo srečen dan in takšen tudi je. Ta izbira je, tukaj mogoče sam to, a ne ta danes bo srečen dan, vseeno je treba biti mehan, previden s to pop psihologijo, a ne, ker če je tam nekaj, kar je za spucati, pa če treba se s tem soočiti, moraš reči, ok, to mi ni všeč. Ne moraš reči, res, kire rožice. Ne moramo si vse čas nadeti teh rožastih očal, ampak veš pa, in tukaj ti pomagajo te izbire in tudi ta naravnanost k optimizmu, da lahko pa imaš na veliko stvari vpliv, no, ampak to ne pomeni, da bežiš od težkih stvari, ko tudi, ker so težke stvari, ti mogoče sam to pomaga preživeti, ker veš, da je to neko začasno stanje. Tudi recimo, ne vem, ko je otrokom težko ali pa odraslim, pač to neko začasno stanje, ni to trajno stanje in ti se lahko odločiš, da je začasno stanje. Ta kreativnost v možganih, to preklapljanje, ko imaš negativne misli, pač res, naši možgani so tako plastični, ti super mašina za uporabo. Tako, ki jo premalo izkoriščamo, morda jo še najbolje znajo izkoristiti otroci, tam domišljija nima meja in tudi lahko rečemo, sanje njihove so zelo otipljive in uresničljive. Sami ste se posvetili prav področju otrok. Zakaj? Kakšen izziv vam predstavlja delo z njimi? Ne vem, otroci na nek način obetajo. Oni so taka čista energija. Pri otroku veš, pri čem si. Otrok ti pove, če ga seveda hoče slišati. In to je mogoče tudi zaradi moje narave. Imam rajš tako, da vem, pri čem sem, da vem, kakšno je to jasno sporočilo. Ko reče otrok, ne vem, ne bom, pač je to ne bom, ampak zdaj ne moramo takoj na to, da tja pa boš, moraš ugotoviti, zakaj je ta ne bom. Res toliko ustvarjamo mi otroke in z našo komunikacijo in s temi povratnimi sporočili, ko jih dajemo in s to pozornostjo, ki jo dobijo in da si prisoten in priseben zraven otroka, ti bo otrok to res z eno bližino, z enim tem ti bo vračal še pa še. In to so te sledi, ki jih puščamo. In tako vedno rečem, po čem se te bojo spominjali tvoji otroci? Po čem se te bojo spominjali tvoji učenci? Ne vem, če bi zdaj vprašali naše otroke, česa se spominjaš iz otroštva, česa se spominjaš od mame, česa se spominjaš od očeta. In ko si enkrat to vprašanje postaviš, mogoče ugotoviš, da lahko tudi preveč delaš, lahko da si preveč odsoten, lahko da si z glavo kje drugje. In je to dobro vprašanje, ki si ga postavimo, ker otroci so tako odkriti, oni so res srcalo vseh nas, mi si nečesa ne želimo, da bi oni počeli, ampak pa tudi mi ne smemo tega početi. Ker konec koncev otroci nas sicer poslušajo, še bolj kot slišijo, pa posnemajo. Ja, res, tako da oni so, tako mi rečemo, copy-paste. No, midve ne bova copy-paste, zdaj si bova privoščili nekaj glasbenega predaha, potem pa rekli še kakšno o otrocih, ki so zdajle pa že kar dobro zakorakali tudi v šolske klopi. Zato imam noge, dušo in telo, oči da vidim, srce da ljubim in tebe da mi je lepo. Gospod, težko sem ponižen, vse mi gre dobro od rok, pogledam se rad v ogledalo, od sreče mi gre kar na jok. Ker od hudiča sem jaz, zato gospod, težko sem ponižen, ampak drugače vsaka čast. Prah sem bil in v prah se bom na koncu spremenil.
potem bom od mrtvih vstal in se še enkrat rodil. Ampak dokler sem tu in še diham zrak in muzika igra, bom plesal polko, valček, tango, rumbo, kalipso ali ča-ča-ča. Gospod, težko sem ponižen, ko vse mi gre dobro od rok. Pogledam se rad v ogledalo, od sreče mi gre kar na jok. Kdor me pozna, me ljubi, možakar od hudiča sem jaz. Zato, gospod, težko sem ponižen, ampak drugače vsaka čas. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Damjana Šmit je naša današnja gostja, strokovnjakinja, profesorica socialne pedagogike, delovna terapevtka, ki nam zna priskočiti na pomoč, ko naletimo na težave, povezane tudi z najmlajšimi. O njih sva že kar nekaj povedali, zdaj pa jim bova posvetili tudi nekaj več pozornosti, prav z namenom, da bodo njihovi spomini na otroštvo, na šolska leta lepši in lažji. Šola naj bi bila dogodivščina. Šola naj bi bilo eno tako obdobje, ki naj bi se ga z veseljem spominjali. Pa je vedno tako? Je šola veselje, priložnost za druženje, učenje, nabiranje novega znanja? Ali je dan današnji ob vseh obveznostih, ki jih imajo najmlajši, tudi stres? Ja, je tudi stres. Tukaj sicer ne moramo neke pavšalne trditve reči, da je za vse stres, ampak tako, v našem poklicu nas kar skrbijo otroci, ki so v nekem pretiranem stresu, v neki občutljivosti, pa ne, da ne bi oni zmogali, ampak da zahtevajo dosti od sebe, da jih je strah, da preberejo 6-krat knjigo za domače branje, ker jih skrbi, da bi nekaj izpustili. Tako da otroci, ki so mogoče premenjeni z nekimi, ne moram reči pričakovanji, ker starši vedno rečemo, da mi nimamo pričakovanj, ampak na nek način jim sporočamo ta pričakovanja zaradi tega, ker to ploskamo in uriskamo ob vsakem dosežku in s tem ustvariš neka pričakovanja. Glej, koliko sta moji dva vesela, ko sem zdaj to oceno domov prinesla. Ne vem, mogoče jih damo res preveč v ene vloge učencev, pa da pozabimo, da so to otroci, ki rastejo, ker se morajo vključiti med vrstnike, ki imajo res veliko dela, ne samo z učenjem, ampak na splošno s tem odraščanju, sploh recimo pubertetniki, pa izbira šole ta prave, pa izbira poklica in tako. Tako da nekaj je eno zaledje, ki ga imajo otroci doma, glede tega, da je znanje vrednota. To zaledje se mi zdi, da je fino, če ga imaš, ker znanje je vrednota. Druga stvar je, ni treba, da se samo zna dobro učiti, ampak je fino, če ima tudi neke delovne navade. Treba ugotavljati, kjer ima interese, a bo šel bolj v družboslovno smer, naravoslovno, a je tehnični, peljmo ga v službo, razvijajmo te interese njegove, tako da poleg tega, da hodijo v šolo, se mi zdi, da je fino, če se jim dogaja še življenje, da se jim dogaja ta dogodivščina in da ta dogodivščina ni animirana, da ni vedno enega odraslega tam, ki bo poskrbel, da bo pa njim dober, da se ne bo kaj zgodil. In ta pretirana animacija jim dela dosti škode, po moje. Morajo otroci tudi sami raziskovati, se na lastni koži naučiti tudi kakšnih padcev, ne? Da se potem znajo na zadnje v življenju tudi pobrati, ko je za to potrebno. Ja, pokojni Bogdan Žorž je napisal eno super knjigo Stiska je lahko tudi izziv. A ne, to se pravi te male dozirane stiske, ki jih otrok še zmore ob odrasli osebi, ki je zraven, ki reče, kdaj 2 koraka grem s tabo in tako. Te male dozirane stiske jih naredijo. Jaz mislim, da je preveč dežuranja, avtobusna postaja pred šolo, pred vsakim WC-jem, na vsakem hodniku. Jaz mislim, da smo jih preveč vzeli pod okrilje z neko bojaznijo, da se jim bo kaj zgodilo, da s tem jim jemljemo te izkušnje.
da bi se lahko sami zmenili, da bi lahko se nekaj naučili iz tega. Tako da tukaj bi mogoče lahko mičken nazaj stopili. Tako kot pri ocenah, res je, ne, da so pri ocenah pritiski z vseh koncev in krajev, nacionalna preverjanja znanja, testi, potem pa še morebitno vprašanje, je bilo res tako težko, zakaj pa tebi ni šlo, ne, sošolec ima pa same petke. Kako morda v tem času otrokom razložiti, da je pa vendarle včasih znanje in trud, ki ga vložiš v neko oceno, tudi če ni najvišja, ne, vredno več kot sama ocena, čeprav družba pravi drugače. Mi dajemo ocenam neko vrednost, kar pomeni, da če jaz kot starš pogledam samo oceno, potem mi je mar samo rezultat. Jaz kot starš moram pogledati vseh 16 nalog, ali kolikor jih je bilo, in se ustaviti pri kakšni in reči, glej, koliko ti gre to dobro, glej, tega še jaz ne znam, kako ti je šlo tukaj in tako, in da pokomentiraš celo kontrolno nalogo, ne samo ocene, ker če samo oceno, pa ti je samo za rezultat. In tudi meni ni všeč, otroku zmanjka recimo pol točke do boljše ocene in pride domov, on je že vse pogledal, kje bi lahko te pol točke dobil, ker je že bil jezen sam nase, pol točke, in potem pride domov in mu nekdo od staršev reče, pol točke, kako nisi mogel tlele, a nisi videl tega? In jaz sem že rekla, da bom našuntala enkrat otroke, da ko bojo starši domov prinesli plačo, da bojo otroci rekli, pa kako to ata, da se nisi mogel za 200 € bolj potruditi, šefico bi bil bolj prijazna, ali pa bi popoldan se malo bolj še potrudil, ker ko se otrok je že v tem stanju, da se je on že zasekiral, zakaj ni te pol točke in potem en še to da čez. S tem se ne moram strinjati, ker tukaj določaš pa to vrednost. Drugače pa starši je dobro, da ne sprašujemo, koliko so drugi otroci pisali, je treba samo za svojega otroka, pač vprašaš mogoče, ne vem, se tako včasih pošalam, če je glih tvoja nezakonska hči v istem razredu, pa da ne veš, ampak drugače pa ne sprašujemo, ker otroci to pogruntajo. In potem, ko pride do ene ocene, ki mogoče ne bi povedali, naštejejo vse. A veš, koliko je samo pisal, a veš, koliko je ta pisala, a veš, koliko, no, jaz sem pa tokle, in potem vidijo, koliko mi njih primerjamo z vsemi ostalimi. In to ni v redu, otrok je otrok, pač pri oceni ga vprašaš, a si zadovoljen, se pogovarjaš, koliko se mi pogovarjamo, ne vem, kaj boš skuhala, ali kaj, kaj si dala dosti petršila in tako. Ampak tako brez nekih sodb, in zaključkov in tako. To se mi zdi fino. Predvsem je pomemben pogovor, ne, tudi pri samem vplivu na učenje. Zdaj nekateri otroci potrebujejo kakšno dodatno spodbudo, drugi morda potrebujejo spodbudo, da se umaknejo od knjig, pa skočijo tudi v naravo, ne. Kako lahko starši pravzaprav vplivajo na učenje otrok in s tem ne nazadnje tudi na kvaliteto njihovega otroštva in, kot sva že dejali, na lepe spomine? Ja, jaz bi dala dosti velik poudarek na prva ta 4 leta ali pa recimo na prvih 5 let, da res dobijo otroci neko strukturo dneva, da se navadijo, da že recimo, ne vem, v prvem razredu ali pa v prvi triadi nosijo sami torbe, poskrbijo za svoje stvari sami, poskrbijo, da je rutka na torbi, da jo ne bojo pozabili. Da gre to postopoma k temu prevzemanju odgovornosti in da potem največ res, kar lahko narediš za otroka, je to, da mu poskrbiš oziroma ustrajaš pri tem, da bo nek čas namenjen tem obveznostim in da ta čas je sicer premakljiv pa zaletja, ampak je fino, če se ga kar držimo, sploh pa otroku, ki nima tega občutka za čas, ali pa kdaj boste pisali enkrat, pa imaš nekaj, ker so otroci, ki niso še čist noter v temu, to, da jih naučimo, da je pač nek čas treba posvetiti temu, je to neka naloga, ki jo opraviš in si pa prost in da je boljš porabiti ta čas za to, da narediš, kot da jamraš, ali pa kot da razmišljaš, kako ne bi, kako ne moš. In pri takih jaz rečem, dajte vzeti uro in štopajte, da boste videli, koliko časa jamraš, koliko časa pa res pišeš teh 10 računov. To je ena stvar, druga stvar je, da se res naučijo učiti se, da imajo ta občutek, tukaj dam matematiko gor, tukaj dam slovenščino na police že od začetka in da se potem naučijo učiti se. Eni otroci so bolj vizualni, oni imajo vse v barvah, oni imajo vse tako lepo, eni so bolj, bojo se pogovarjali, poslušali, bojo bolj tako slušni, njim tudi rečejo, pa so šolci, da je učiteljco, kaj praž, da nam sprašuje
spraševala, da se bomo pogovarjala. Eni so pa bolj povsod, oni so po celem prostoru razpršeni na vsak dražlaj in to. In takemu otroku ne moreš reči, pej se učiti v sobo, ker on bo prišel čez 5 minut nazaj in bo rekel, jaz sem že. On rab mene zraven, on rab ta odnos, on rab, ne vem, nared 5 računov in mi povej, ko boš, a ne, ampak jaz sem nek blizu, on rab to, a ne, tako da bolj, jih bomo opremali za to neko hribovje gor, po kjermu hodijo, bolj, bojo tudi oni pol opremljeni, lažjo hodili, bolj bomo tudi mi prosti vseh teh popoldanskih dejavnosti za šolo. Ne bojo samostojni, ne, ampak jih je treba naučiti. Isto, ko se naučijo kuhati, isto, ko se naučijo vsega, se morajo naučiti, kako šolo. Si treba postaviti mogoče neke cilje. Ne vem, lansko leto si imel 2 matematiko, kako hočeš, da bi imel letos? 4. Učiteljica 4 bom imel, ne? Pa rečem, v redu, napiš 4. Učiteljica, ta 4 je, mislite, da jaz lahko imam 4, ne? Pa rečem, jaz, ja pač ne vem, za to 4 iz 2 do 4 boš mogel vsak dan delati vsaj še 1 uro za matematiko, ker moraš še not prinesti stvari, še utrditi, ne? In pa ona reče, ne, se bom jaz popravil, se je pa 2 v redu, a ne? In potem znižajo, pa ga malo prepričaš, a ne, 2 do 3 mogoče, ampak tako, niso dostkrat realni pri tem, koliko mora truda vložiti, da bi do enega rezultata prišel. Se mi zdi, to jim lahko res tako plastično pokažeš. Učenci napišejo na notranjo stran zvezka cilje, kontrolne obveznosti. In to je fino, ko imaš, odpreš in vidiš, a ne, da imaš ti ves čas ta cilj pred sabo. Tako da starši se zanimajmo za otrokovo delo, ne posegajmo pa preveč. Sploh pa ne posegajmo v to, kakšna je ta učiteljica, ne sodimo tega, kakšni so ti sošolci, kakšen je ta sistem. Tudi če se ne strinjamo, ne pred otrokom. Je čas za takšen pogovor ob kakšni drugi priložnosti, tako kot je čas, da poiščemo pomoč, kadar naletimo na različne težave. Tudi v šolskih klopeh, več o njih pa v nadaljevanju. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem da v šoli bi sedel. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem da v šoli bi sedel. Le kaj mi šola bo, sem pameten zelo, vse že znam še bolje kot za 5. Vem, da je svet ploščat, da kuščar je kosmat in vem, da 3x4 je 10. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem da v šoli bi sedel. Slovenija leži v Ameriki, pod Dravskim mostom teče reka Nil. Po angleško jaz sem tu, se reče I love you, po zraku skrili leta krokodil. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem da v šoli bi sedel. Vse črke že poznam in jih našteti znam, tako ABCC, že KRPLMO, tudi številke poznam, dobro šteti znam, do 100, 1, 2, 3, 5, 10, 25, 68, 7, 49, 15, 100. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem da v šoli bi sedel. Vse črke že poznam in jih našteti znam, tako ABCC, že KRPLMO, tudi številke poznam, dobro šteti znam, do 100, 1, 2, 5, 7, 12, 15, 88, 77, 66, 100. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz
Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem v šoli bi sedel. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem v šoli bi sedel. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem v šoli bi sedel. Nisem v šoli bi sedel. Nisem v šoli bi sedel. Zbujate se z Radijem Sora. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Še vedno ostajamo v družbi Damjane Šmit na valovih Radija Sora. Govorimo o šoli, šolskih obveznostih, življenju in seveda najmlajših, ki so naše največje bogatstvo. Zdaj nekaj sva že povedali o učenju, kako otroke naučiti odgovornosti, samostojnosti tudi pri šolskem delu. Vedno pa se najdejo tudi trenutki, ko ne gre. Ko naletimo na težave, sami ste delali tudi kot terapeutka za učence z učnimi in čustvenimi težavami. Kako pogoste so te težave danes, ne? Ko se zdi, da je vse tako krasno, pa vendarle ni vedno čisto tako, ne, kot je videti na prvi pogled. Mogoče je čas, da nas začne skrbeti, da se število teh učencev povečuje. In mogoče je čas, da nehamo kriviti za to samo starše, ker družba smo vsi. In tukaj je več razlogov, da imamo mi toliko veliko teh učencev, ki imajo učne ali pa vedenjske težave. Tako da bo treba na širok pogledati, kje se pravzaprav sploh lotiti tega, ker ne pridejo vsi enako opremljeni v šolo. Recimo že, če pogledamo prva triada ali pa prvi razred, barvajo zelo veliko takrat. In da imaš ti ene dobre barvice, ker ti res prime una rumena in je rumena. Ali pa da imaš ene slabe barvice, ker šel vsake 5 minut šilt in od tiste rumene ni nič. In že sam ta malenkost naredi to, se učiteljica reče, vzem ti barvice iz mize. Ampak jaz bi rad imel svoje barvice. Ampak te barvice ne delajo to, kot bi si želel. In potem je en tak otrok v zamudi in ko že drugi končajo, on je še pri šiljenju, on je še pri barvanju. In on bi tudi rad končal. In potem pride do nekega momenta, ki je v stiski, v neki jezi začne mečkati ta list, ker ni zadovoljen, da on pa še ni končal. Ampak ta oprema, kot so te barvice, ne velja sam za barvice, velja še za to, koliko imaš ti tega mogoče reda popoldan doma, koliko se bo nekdo zanimal za to, kar imaš. Koliko imaš mogoče tudi nekih učnih težav, ker če imaš učne težave, ti bo težko se učiti ali pa nisi motiviran, da bi naredil. Zdaj, jaz vedno rečem, če vam nekaj ne gre, koliko ste motiviran, da bi to še počeli. In ko poiščeš ta odgovor, potem lažje človek nadaljuje tako v odrasli dobi, ne kot pri najmlajših. Ja, treba jim je pa pokazati smisel, da rečeš, ok, v redu, gre ti težko, ga zapeleš noter, mu pomagaš in vse to, ampak ker imamo toliko veliko teh otrok zdaj že in mladostnikov, razredi so preštevilčni in dejansko ne more en učitelj motivirati tega, da skozi okno gleda in tako, in je včasih res preveč tega, tako da že če bi zmanjšali število učencev v razredu, bi zelo veliko naredili. Tako da z razlogom so te tudi vedenjske težave in jaz mislim, da ti otroci in mladostniki z vedenjskimi težavami so pravzaprav kot neko opozorilo za našo družbo. Nekaj ni noter v redu. Ne moreš čakati na pedopsihiatra 1 leto. Starši ne morejo se znajti sami, ko pride do nekih izbruhov jeze, ko pride do pasivnosti, ko pride do vsega tega. In potem iščejo razne načine, dobijo razne nasvete in rezultat je tak, kakršen je. Tako da na nek tak brutalno iskren način povem, da je prav, da se to zdaj dogaja, kar se dogaja, ker mogoče se bomo ustavili in pogledali, kje lahko naredimo ene mini spremembe, pa bo dost maksi rezultat. Če sva že pri učnih in čustvenih težavah, slednje so verjetno zelo pogosto tudi povezane, gredo kar dobro z roko v roki. Ja, ker gredo, zaradi tega, ker en mladostnik, ki je v puberteti, v 7-8 razredu, ko ima neke vrzeli v znanju, ura tega predmeta je tukaj, on ne ve, kaj bi tukaj počel, ker tisto, kar se zdaj jemlje pri snovi, nima on na kaj naložiti in potem gleda, kje bo kakšen še sošolc za
kakšno igro, za kakšno traperijo narediti, ali pa bo enostavno pasivno gledal skozi okno. Skratka, na nek način bo dal vedeti, da nekaj ni okej. Tako da včasih pri teh učencih bi bilo res dobro delati več diferenciacije, recimo v zadnji triadi poklicno usmerjati, pogledati kakšno srednjo šolo, kjer poklic, kaj te zanima, da bi ga znali usmeriti že v zadnji triadi. Tako da bojim se, da smo pa preveč balasta dali v ta sistem in nam ta balast ne pusti več neke kreativnosti ali pa sploh tega, da bi znotraj tega več naredil korist otrok in učencev. In si pa želijo to učitelji, ampak so res obremenjeni z birokracijo. Že sam en vzgojni opomin, da daš, je en kup postopkov. Ne mora biti osnova vsega papirologija, ker potem nismo nič naredili, če en učenec z vzgojnim opominom ne dobi ene restitucije, enih ukrepov, ne vem, boš pomagal tam, boš 1 uro prišel na preduro, da se bomo vsak teden pogovarjali in to. Ampak zato rabiš kader, zato rabiš ljudi, ki niso obremenjeni. Tako da, taka res široka, to bi lahko 3 ure se pogovarjali. Pa si bova to pustili morda za kdaj drugič. Zdaj pa morda rekli še besedico ali dve o že prej omenjenih otrocih, ki bi jih usmerjali na različna področja, jim ta področja predstavili, da bi lahko med njimi našli tisto zase. Kako pomembno je, da otrokom dovolimo, da razvijajo svoje talente, da raziskujejo tisto, kar jih pravzaprav zanima, pa da se morda v tem primeru znajo tudi starši umakniti, ne, in pustiti otrokom, da so to, kar so. Oni sami, ne da pravzaprav živijo sanje svojih staršev. To je kar taka umetnost, da lahko kot starš potisneš in pustiš. Da ga ne pustiš v neki pasivnosti, ampak da se ne vmešaš preveč. Otroci povejo, jaz bi delal to pa to, jaz bi se vpisal tam pa tam. Ampak zdaj moramo znati skupaj z njim razmišljati. Če ima otrok en talent, ja, pomagajmo mu, da ga bo razvijal, bodimo njegovi navijači, bodimo tudi tam, ko bo malo bupal, ne pa ga samo pelati nekam pa reči, aha, to je tvoja stvar, to je tvoja odgovornost. Ne? Tako da je to en tak miks družinskega življenja pravzaprav, ni samo to, da si taksi. In je fino, da razvijajo vse to, ni pa fino, če so prenasičeni s tem, zaradi tega, ker se nam lahko zgodi, da oni bojo ravno takrat, ko bi mogli najbolj biti v neki lastni aktivnosti ali pa iti na naslednji težji nivo, bojo mogoče nehali, če je bilo preveč vsega. In bojo imeli dosti. In v obdobju pubertete, ki bi mogli iti čez to, enim uspetu, enim pa tudi ne, ker je bilo mogoče pa preveč vsega. Tako da je to ravno pravšno mero najdeti. Je danes malo težji, ker je veliko staršev prepričanih, da moraš kot starš dati najboljše, tale učiteljca je ta prava zanga, tale šport bo zanga, tole bo, a ne vtikajo se starši, ne vem, na tekmah upijajo, na sodnike, na trenerje. In se mi zdi ta ravno pravšna mera, to je tisto, kar zdaj najbolj rabimo. No. Mogoče bi bilo pa fino, če bi otrok rekel, oči, mami, jaz bi pa rad se naučil smučati. Pa če bi počakali, da to reče, a nas skrbi, da ne bo rekel. Da bo edini, ki ne bo znal smučati, ne? Ja, na Gorenjskem. Skoraj da greh. Ja, da znamo biti na to občutljivi, no, ker spomnim se enega primera, dekalice, ki je zdravnica rekla, da bi bilo fino, če bi več plavala zaradi hrbtenice. In so dekalico upisali v klub in je hodila na plavanje. To pač ni bilo samo enkrat na teden plavanja, ampak je bilo več tega plavanja in so tam ugotovili, da je perspektivna in bi še ti to in so hoteli še več od nje. In ona je nehala plavati. Ona se je začela izmišljati, ne? Danes ne moram plavati, imam menstruacijo, danes ne moram plavati, sem, ne vem, prehlajena. In potem, ko sem se jaz z njo pogovarjala, ker je bilo to videti kot neka laž, v bistvu ni bila laž, v bistvu je bil izhod v stiski. In ko sem se z njo pogovarjala, je rekla, jaz sem hotela sam plavati. Jaz ne bi tekmovala. In niso vsi otroci za tekmovanje, ampak mi gremo hitro v to. Mogoče imamo premalo rekreativnega športa za otroke in mladostnike in preveč takoj v tekmovanje, iskanje talentov. Ne vem, bi mogoče kakšen trener to povedati. Tako bomo preverili tudi to priliki. Zdajle si bova midve še privoščili nekaj glasbe, v nadaljevanju pa rekli še kakšno o problemih, ki jih imate, kot pravite sami, še kako radi, izpostavili pa tudi nasilje, ki je današnji žal vse prepogosto. Poj mi pesem
o življenju in Prešerna naj zveni. Poj mi še o hrepenenju, naj srca nam pomladi. Svobodi, ki v lastovki živi. Oj mi pesem o žlehtnobi, ki se v hlapca naseli. Naj se vrne od nekud. Poj mi pesem o fovšljivosti, naj pobere se od tod. Naj priložnosti robi. Poj mi pesem o povprečnosti in kako se je znebi. Pogumnosti in mogočna najdoni. Poj mi še o ubogljivosti in kako se je znebi. Prijatelju, ki odpušča slabe dni. Poj mi pesem še o ljubici in kako se jo dobi. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Takole hitro nam teče čas v odlični družbi z Damjano Šmit. Klepetamo danes Škofjeločanko, preseljeno na Primorsko, kot smo že ugotovili, sicer pa profesorico socialne pedagogike, delovno terapevtko, svetovalko, multiplikatorko za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, NLP praktičarko z upravljenim certifikatom iz realitetne terapije, skratka žensko z veliko znanja in življenjskih izkušenj, še posebej pri delu z mladimi. Mimo nasilja v šolskih klopeh ne bova mogli. Kako je pravzaprav nasilje, ki lahko rečeva gre kar v ekstreme, našlo poti tudi v naše šolske klopi? Ponavadi smo o tem poročali bolj iz Amerike kot iz domačih logov. Zdaj pa je tudi tega kar precej. Mogoče bi se mogli vprašati pri temu nasilju, kakšen zgled smo pravzaprav odrasli. Mogoče greva zdaj na en parking pa pogledati.
pogledava. Odpreva televizijo, pa pogledava, odpreva splet, pa pogledava. Mi nismo nek dober zgled glede tega. In mi bi rad vzgajali otroke in mladostnike in še naprej počeli stvari, za kere nočemo, da jih bi otroci počeli. Ni nekih sankcij, niti za odrasle, niti za otroke, ampak pa ima pogledati, kdo je bolj kazansko odgovoren. Tako da tukaj sem jaz mogoče malo kritična do tega, koliko je enega nasilja dovoljenega, koliko se ga še vedno tolerira, koliko ne reagiramo, dokler se ne tiče našega otroka. Ne glede na to, kje je to. To je tam ne vem, se je zgodil Beograd, je bolel vse nas. To je nekaj, kar se nam zdi daleč in tako, kot ste rekli, ne, to je zdaj tukaj. In to je problem nas vseh. To ni problem enega razreda, ene učiteljice. In to, da se mi pogovarjamo z otroki in z mladostniki doma, da imamo neka stališča o tem, kaj se dogaja in da ta stališča niso nestrpna, da ta stališča niso obsojajoča, da se pogovarjamo o tem, s čim te lahko jaz opremam, da boš lahko rekel nekaj, kar bo konstruktivno. Kdaj je pa dobro, da si tudi tih, kdaj pa poveš odrasli osebi, kjer stvari pa bi znal sam rešiti. Predvsem veliko več bi rabili, da se pogovarjamo, ampak da se pogovarjamo brez tega prav pa narobe, brez teh sodb, kdo je zdaj nasilnež, kaj zdaj on nam počne, ne vem, koliko smo zdaj v neki nevarnosti. Bolj to konstruktivno reševanje, kaj pa lahko tukaj naredimo, kdo pa lahko pristopi, mogoče, ne vem, spletno nasilje. Mene spletno nasilje še najbolj skrbi, zaradi tega, ker je to neutipljivo, zaradi tega, ker je to izven šole in potem se v šolo prenese to spletno nasilje, ampak nisem jaz dala otroku telefona, ti si mu ga dala. To se mi zdi tako, če daš otroku telefon, tudi če ne veš, da zmerja svojo sošolko z nekimi grdimi besedami tam na spletu ali pa tako, moraš pa ukrepati. Odgovornost stoji za tem, da ga nisi naučil, da se zna tam gor tudi obnašati, ali pa mu vzem telefon, če ugotoviš, da je do tega prišlo. Tako da otroci bi mogli vedeti, da to ni hec. In oni velikrat rečejo, sva se sam hecala, jaz sem se sam hecal. Tu v naši deželi se vsi sam hecajo, če ste opazili. Tako vse zminimaliziramo. Noben ne stoji za tem, kar si rekel si to, stoji za tem, in odgovarjaj za to. In tukaj mogoče začnemo ta prvo pri odraslih in bojo otroci videli, da je to neka odgovornost, ki jo prevzamemo in bojo potem se mogoče od nas tega naučili. Drugače pa predvsem moramo delati bolj strpno okolje. Mi se zelo hitro bojimo vsega. Mi smo zelo hitro ogroženi tudi. In če prihaja do nasilja, kaj lahko naredimo, recimo v eni šoli, da ga bo manj. Moramo mi se z vzroki ukvarjati. Funkcionalna analiza vedenja je tukaj super, ker naše vedenje je vedno v neki funkciji. Ali hočeš nekaj sporočiti, ali hočeš nekaj dobiti, ali se hočeš nečemu izogniti. Vedno je neka funkcija in začnimo se ukvarjati s funkcijo tega nasilnega vedenja. Kaj mi sporoča ta otrok, ki je nasilen? Ker doskrat mi vidimo tega, ki izvaja neko nasilje, nismo pa videli, kaj se je pred tem zgodilo. Nismo pa videli, koliko je nekdo pred tem mogoče žalil, rekel, koliko si ti en loser, ampak takemu je to rekel, nima odgovornosti, tako je udaril, ima odgovornost. In tako hitro, to zabrišamo, to odgovornost, vedno je potem en kriv. Tako da to nasilje mogoče je res bolj za preventivo kot za kurativo, čeprav je že tukaj, ampak karkoli naredimo na tem področju je tako nič. Ker je svet v tem noter, ker smo mi v tem noter tako zelo neopredeljeni tudi doskrat. Ne vem, koliko staršev se res pogovarja o tem, ko se nekaj zgodi, ali pa dajo samo neko sodbo na to, kar se je zgodilo. In vsi ti primeri, ki se zgodijo, ko se pa po Facebooku piše ali pa po vseh spletnih omrežjih, in recimo potem, ne vem, neka oseba, ki je izpostavljena, ki je naredila nekaj, recimo, da naredi samomor. Nihče ne odgovarja, ki jo je izpostavil, ki mogoče kakšen tega pritiska ne prenese. Ampak kdo smo mi, da bi sodili vse to? Tako da delate eno tako strpno, prijazno, asertivno okolje, to ni tako enostavno, kadar ima človek v sebi jezo, kadar ima strah, kadar, ne vem, se bojiš soseda, kjer so se zdaj sem preselili. Tako da mogoče malo te predsodke, te stvari dajmo nekam, pa ne vem, poglejmo na parkinge, poglejmo v avto, kako smo mi tam. Živčni vozniki, ko se kje zataknemo, ne? Ja, ko prideš v kakšne dežele, tam res oni ti mahajo, te spustijo, te počakajo. Mislim,
lahko se tega priučimo vsi kot družba. In tukaj smo naleteli na še en problem, ki bo aktualen tudi v nadaljevanju. Kot sem prebrala na spletu, za vami je 30 let dela z ljudmi, ki se znajdejo v stiskah, ki imajo probleme in težave. Sami pravite, da imate zelo radi probleme, tudi zato, ker veste, da zanje obstajajo rešitve. Kako zahtevno pa je tole iskanje? Niti ni tako zahtevno. Tega sem se naučila pri tej teoriji izbire, ko smo imeli prav korake, kaj je problem, se pravi definicija problema, čisto točno, ko ga definiraš. Ne, vse je problem, ampak kaj točno je problem? In potem drugo vprašanje, čigav je problem? A je to sploh tvoj problem? In če je tvoj problem, ga rešuješ. Če to ni tvoj problem, ga ne rešuješ, ker ni tvoj problem, ker se te ne tiče. Razen, če je to problem nek, ki je družbeno, moralno odgovorno, da boš ti nekaj naredil. In potem, kaj si že naredil, da bi bil ta problem manjši? In našteješ vse, kaj si že naredil. In potem pogledaš, aj kaj od tega pomagal. In če nič od tega ni pomagal, pa to nehaš delati in moraš najti nekaj drugega. In kaj bi vse še lahko naredil, in našteješ 10 do 20 stvari, ki bi lahko pa še naredil. Ampak to moraš narediti prav možgansko nevihto. A ne, mi pa se hitro zataknemo. 3 stvari smo naredili, vse smo probali. In potem, kakšne koristi bi imel od tega, če zbereš to reševanje problema, in kakšne izgovore imaš, da tega problema ne bi rešil. In greš to noter in to je igra. Zato sem rekla, da ni težko, ker je to igra. Ne glede na to, kjer problem imaš, se ga loteš po korakih in vidiš in ugotoviš mogoče, da ga ne moreš spremeniti in ne moreš nič več narediti. In potem rečeš, ok, a se lahko s tem sprijaznim? Se pravi, ne moram se s tem sprijazniti. Ok, pa ne moram biti več v tem odnosu, ne moram biti več v tej službi in izberem nekaj drugega. Če se ne moreš z nečim sprijazniti, je brez veze, da jamraš pa naslednjih 100 let. Ali pa recimo, kdo ti lahko pri tem še pomaga, kdo pa je še kaj naredil, ker mu je pa do zdaj že uspel. In to se meni zdi tako učinkovito orodje, ko smo delali z otroki to vajo, z mladostniki, je en prav napisal, da je problem, ker ima nezadostno oceno pri matematiki. In sem rekla, čigav je ta problem? Kaj si napisal, čigav je ta problem? On je napisal, moj problem, od učiteljice problem, od staršev problem. In potem, da zdaj ne bomo vsega tle, naprej v nadaljevanju je napisal, zakaj ga ne bi rešil, ker mu je do zdaj še vedno tik pred zdajci uspelo. In to imaš vzorček. In ko imaš enkrat vzorček, ta vzorček delaš in potem se ti enkrat zatakne. In pa moš nekaj spremeniti. Je treba takšen vzorec preseči, da narediš korak naprej, da potem ne nazadnje tudi ti kot otrok, kot mladostnik in kot človek rasteš ter napreduješ. Preden se posloviva, ker nama čas ne vem kako hitro uhaja, prej ste že omenili igro, tudi ene take zanimive karte ste pogruntali, s katerimi znate poskrbeti tako za malce sprostitve na terapijah, ne kot tudi za kakšen sproščen večer, tako v dobri družbi otrok ali odraslih. Kako so pa nastale te karte? To so hecne karte. 30 let nazaj sem našla eno izvedbo in so se do konca izrable. In ko sem poklicala gospoda, ki je te karte imel podobne, mislim, da je rekel smešne ali nekaj tako, in je rekel, da nažalost jih ni več, da jih ne bojo več tiskali. In sem rekla, kje bi jaz te karte dobila? Jaz jih bi pa še imela, pa imela bi še drugačne, imela jih bi več, imela bi še drugačne stavke in to. In sem jih naredila. In te karte so uporabne zaradi tega, ker s temi kartami otrokom razložim, ko se igramo te karte, kaj je hec. Ker recimo, če bi zdaj mi dve imeli te karte, imava vsaka vprašanje odgovor in piše, a ti res smrdijo noge. To je recimo neko vprašanje, ki je drugačne vljudno, ko so na meji ta vprašanja. In potem vi odgovorite svojim odgovorom iz svoje karte in na vaši karti piše pod odgovor, tako mi je naročil ravnatelj. In potem mi igramo te karte in se smejimo in se otroci zabavajo in vedno rečejo, lahko še en krog, lahko še en krog. In potem jaz rečem, a je bil to hec? In rečejo, ja, res je bil hec in tako. In rečem, ok, to je bil hec. In zdaj vam povem, kaj ni hec. Ni pa hec, kot je enemu rečeš, žaljivke in tako. In to ni hec. To je hec, ker smo bili vsi vpleteni. Ko pa ti nekoga žališ in rečeš, da si se hecal, pa ti ne moram verjeti, zaradi tega, ker on se ne smeji. Te karte res uporabljam za to. Uporabila sem jih tudi pri enem otroku, ki je bral samo te karte in nič drugega. On se je naučil brati s temi kartami. Tako da so take uporabne in igre ni nikoli zadost. In igra se mi zdi nekaj, kar mora biti. In kar bi mogli vrniti otrokom, ker ko grejo otroci v šolo, rečemo, zdaj boš pa videl. Zdaj pa konc lepka.
A ne, in mi imamo skozi kakšne take, zdaj pa konc lepka, ne vem. Nekdo se poroči in kolegi mu rečejo, zdaj pa boš videl, zdaj pa konc medenih tednov, veš. A ne, skozi imamo tak konc lepka. In ta konc lepka pravzaprav ne moreš nekomu reči, ki je konc počitnic, konc lepka. Lahko rečeš, wow, kire dogodivščine bojo pa zdaj v šol, ampak ne pa konc lepka. Kdo bi hotel v šolo hoditi ali pa v službo, če ti rečejo na konc dopusta, je pa konc lepka, zdaj boš pa videla. Ja, ne bo šlo. Ampak midve si tega ne bova pustili vzeti. Hvala lepa za lep pogovor. Jaz verjamem, da je začetek nečesa novega, lepega, dobrega in se že veselim naslednje priložnosti za klepet. Damjana Šmid, hvala lepa za vašo družbo, za vse misli, ki ste jih delili z nami. Uspešno delo vam želim, pa kmalu nasvidenje. Hvala vam.